dobesedno točke ministrstvu in drugih institucijah, kaj gre zagaditi. Tako da mi smo v tej fazi, kjer pač vlečemo stvari, da jih korigiramo, popravimo. Na lokalnem nivoju so koordinatorji CCD-jev, ki tudi, če ste tukaj, kot da se boste prepoznali, ki so tudi zelo poučeni, potrebujejo izobraževanje, potrebujejo tudi ene vrste opolnomočenje, da so tudi sami dezorientirani, bojijo se mam, staršev, ki so zelo agresivni v svojih zahtevah, kaj jim pripada, njim pripada. Kaj njim pripada. Mame, ki so mame 40 let in seveda, da imajo pravico, da nekaj zaslužijo. Pa bojo one delale, ne asistente zapustile, ker otroka ne morajo spustiti ven iz barke. Zdaj nam je to. Ali pa asistente prosto. Ali pa asistente v hiši nimajo kaj početi, da bojo njih potrebili. Mislim, skratka, zgodbe so razvile, niso lahke, tukaj bo še veliko političnih bojev. Jaz pač sem odločna in nimam kaj najmanjšega dvoma. Edino pa tudi en pomemben korak je tudi zame tukaj nenavaden, celo začeli smo se povezovati z ostalimi nekaterimi invalidskimi organizacijami, s katerimi je tukaj znano, da se zavedamo na bojni nogi. Tudi na tem področju bomo pač naredili neko širšo skupino starejših izvajalcev, če kar vem, poimensko Sveta paraplegikov, društvo distopikov, Sonček, cerebralno paralizo, študenti, pa še koliko posame. To je to. Jaz bi sem dodala pri tem uvodu, tudi v tem, kar je Elena poudarila, kot ste že sami videli, je ena od velikih težav zakona tudi ta, da ni omejeno zaposlovanje družinskih članov. In da se je v bistvu to zaposlovanje družinskih članov kot osebnih asistentov šlo čez vse meje. V smislu, da niso samo mame, ki so imele status družinske pomočnice, se zaposlile za en delovnik in za ostalo skrb in nego zaposlile druge asistente, ampak da so se začele zaposlovati prvič in cele družine, drugič, da so mame začele odpirati in očetje tudi popoldanske pa SP-je, se pravi, in so začele si zaračunavati pač vso oskrbo zopet njim, in tokrat ne izpostavljajo to kot problem, da so one edine skrbnice, če so le plačane vsi za vsako uro, ki jo preživijo z svojim odraslim otrokom. Moram reči odraslim otrokom, ker res, res me moti, ko v bistvu so postali te osebe na nek način predmet obdelovanja dobesedno interesov družine, namesto, da bi se za njih se za zakonom ni nič spremenilo. Nič. Njihova socialna mreža se ni povečala, njihova aktivnost se ni zvečala, njihova možnost sploh biti aktivna se ni, nič se ni spremenilo. To je najbolj žalostno. Tako da, in samo povečuje se še bolj odvisnost.
Zdaj, zopet bom rekla, nekateri stari izvajalci osebne asistence smo v naših internih aktih to omejili. Omejili na način, da dopuščamo samo določen delež zaposlovanja družinskih članov. Vendar pa je novih izvajalcev več kot 100. Se pravi, to so tisti, ki ne postavljajo nobenih pogojev. 136. Ne. 136 jih je na seznamu trenutno. Od tega, se pravi, jih je več kot 100 novih in večina njih ne postavlja nobenih omejitev glede zaposlovanja družinskih članov, glede zaposlovanja osebnih asistentov, se pravi, vabijo ljudi v smislu, pridite k nam, vaši delavci bodo dobro plačani in mi ne bomo nič komplicirani. In to je grozljivo, to ne moramo dopustiti, zato ker smo se res predolgo borili, da bi ta zakon doživel svojo luč in tudi v bistvu se nam zdi grozljivo. In zopet poudarjam, jaz se na nobenega ne spuščam na osebnem nivoju. Ampak komentarje, ki jih slišam, da jih pišejo o Eleni ali pa o nas, kot tudi o KD-ju, naprimer, kot kakve družine pa smo mi imeli, kdo je pa nas sploh imel rad in tako naprej. Mislim, to so taki nizkotni osebni komentarji, da je to too much. In prej smo poslušali predavanje od Srečka Dragoša, sicer je on dal poudarek na tisto od zgoraj, ampak tudi od spodaj prihaja do takega šikaniranja v smislu, da naenkrat so vsi strokovnjaki za osebno asistenco in naenkrat so vsi vedo, kaj osebna asistenca je in kaj bi morala biti. Ampak temu ni tako. Tako da druga težava v zakonu je ta, da je odprto zaposlovanje vseh družinskih članov, ta tretja pa je tudi ta, da ni kontrole na tem, kdo je lahko izvajalec osebne asistence in kdo ne. Se pravi, kdo je lahko izvajalec? Strokovnost izvajalcev. A ima kdo tisti, ki se prijavljajo za izvajalce, to so taksi službe, šivilstva, razne stvari. Ne vem. Vsak, ki ima 5 minut časa na vasi, lahko odpre SP za izvajanje osebne asistence. Dobesedno. Žal. Ampak delamo na temu, zopet moram biti pozitivna, delamo na temu in bomo popravili stvari. Tudi ministrstvo se zdaj zaveda v bistvu teh pomanjkljivosti in inštitutov. Predvčerajšnjem sem opazila na Facebooku oglas, ki pravi, da se išče uporabniki avtističnega spektra, 4 uporabniki še manjkajo, tako da boste vedeli, 28 plačni razred se nudi, zavod, jemljajo pa tudi druge uporabnike, ampak rajši manj avtistični. Tako da, če imate, se je napisali, kakšen uporabnik, ali pa da se pisati, narediti 2 fotografije, pa bo.